Živijo, sem Borut Lesjak. Ravnokar sem naredil močno meditacijo dihanja in rad bi podelil z vami, kaj sem doživel, ker je bilo izredno močno in ker verjamem, da lahko to pomaga marsikomu. Naučil sem se novega koščka samoljubezni, zelo pomembnega aspekta samoljubezni, ki je ne samo občutek ljubezni do samega sebe, ampak občutek, da sem ljubljen od sebe. To se mogoče sliši zelo podcukrano, ampak v mojem primeru in verjamem, da v primeru, kot vidim iz lastne izkušnje pri celjenju, ki ga opravljam z ljudmi, to velja za marsikoga. Ne znamo čutiti, da smo ljubljeni. In ker ne znamo čutiti, da imamo sebe radi, zelo težko čutimo in verjamemo, da nas ima kdorkoli rad. In to pomeni, to je najhujše to takrat, kadar ne verjamemo, da nas imajo radi naši najbližji, naš partner. In v mojem primeru sem preživel več let v trpljenju in v iskanju potrditve in priznanja strani svoje žene, ker sem bil prepričan, da me ne mara in nikoli do začetka tega celjenja nisem povezal, da vse skupaj izvira še iz mojega otroštva. Ko sem na neki točki izgubil občutek, da me ima rada moja mami. Izgubil sem ta občutek kot čustvo, kot čutenje v sebi, kot občutek varnosti in topline, sladkosti. In namesto tega sem se preselil pretežno v glavo in sem skušal z razmišljanjem o svetu, o sebi, o življenju nadoknaditi ta manko ljubezni, se pravi občutka, da sem ljubljen. Čeprav sem čutil ogromno ljubezni do drugih in do stvari in do življenja nasploh, ker sem precej čuteči, nagnjen k temu. Ampak manjkala mi je ta komponenta prejemanja ljubezni. Moja srčna čakra je bila popolnoma zaprta na hrbtni strani, kjer prejemamo ljubezen. In danes med meditacijo izpuščanja entitete, kot temu reče David Elliot, sem skušal, nameraval sem priti v kontakt s tem, kar mi vsakodnevno šepeta in povzroča občutek, da nekaj v mojem življenju ni v redu, da nekaj manjka, da se mi izmuzne iz rok vse, za kar se trudim, za kar sem že toliko naredil. In ta strah, ki niti ni zares čustven, ampak bolj racionalen, me spremlja non-stop. Tudi pri najbolj banalnih posvetnih stvareh, ki jih ne bom zdaj omenjal. In mi otežkočajo, onemogočajo, da se stvari enostavno izvajajo v mojem življenju. In ko se trudim, da bi jih popravil, da bi se to spremenili, postane samo še huje, ko se trudim, da se ne bi jezil na druge, na cesti, recimo, kot primer, ki ga pogosto dam, se samo še bolj zapletem. In še več energije in pozornosti se mi ujame v to in ostane mi še manj samoljubezni.
Danes sem naredil pomemben korak zase, in majhen za človeštvo. Humor je pomemben. Ko sem dojel povezavo na nivoju vibracije, energije, povezavo med tem, kako je, ko sem izgubil vero v to, da me ima mami rada, in med tem vsemi temi težavami, ki jih imam danes. In začel sem to odpirati, oziroma izpuščati iz sebe, celiti, kakorkoli temu rečeš, to je težko ubesediti. Na nivoju energije pa se tega zelo jasno zavedam, ko opravljam meditacijo in tudi večino časa. In to je moje celjenje, ki poteka počasi in zanesljivo. Ja, to sem hotel izraziti, še vedno sem v tem premaknjenem stanju, težko razmišljam in sem zato toliko bolj v stiku s seboj. Vse pa tudi zelo povezano s samozavestjo samega sebe, zavedanjem življenja in smrti. In včeraj sem imel izjemno močen preblisk tega, kaj je to, ko umremo, kam gremo, kaj se zgodi, česa se bomo še sploh zavedali potem, bomo to še vedno mi, ali ne bo nič več. In predvsem sem začutil, da je zame najbolj bistveno, dokler sem še živ, da spustim pričakovanja, strahove, odpore, zanikanje v zvezi s tem, da se odprem vsemu in da živim polno, karkoli bo po smrti. In da sem pripravljen dati vse od sebe in dati sebe za to življenje. Še to sem hotel podeliti. Hvala lepa vsem, ki to gledate in poslušate. In res si želim, da bi se povezali vsi slej ko prej skozi vse te intimne občutke, iskrene, transparentne, pristne izraze. Resnično verjamem, da ima vsak od nas veliko za izraziti. Ne nujno povedati, ne gre za to, da povemo vse, kaj smo jedli in kam je to potem šlo, ampak da izrazimo nekaj umetniškega, nekaj edinstvenega, kar je samo naše, kar ima naš pečat, naš edinstven pečat. To res verjamem in želim, da bi se to odprlo. Da ne bi bilo samo nekaj umetnikov na svetu in vsi ostali pa bi verjeli, da to ni za nas. No, hvala lepa. Adijo.